Ste ga videli volka? Pozdravljeni v pustnih angelskih navdihih. In tako kot si za pusta nadanemo masko in postanemo nekdo drug, si tudi naše duše, tista prava angelska esenca nadane človeško masko in se pretvarja, da smo ljudje. In zato so tukaj angelski navdihi, da nas spomnijo, da nismo to, za kar se pretvarjamo. In da nas spomnijo, da je naša energija veliko mogočnejša od te, ki jo vsak dan kažemo in izvajamo. Tako da danes bom angele malo bolje slišala kot ponavadi, ker imam velika ušesa. In zato kar hitro poglejmo, kaj imajo za povedati v tem tednu, ki je pred nami. Prva karta je as vode. As vode govori o tem, da se nam na čustvenem področju odpira nekaj novega, da se nam odpre srčna čakra, da se nam intuicija razširi in da lahko pride do tega, da ugotovimo, da je naše tisto pravo bistvo, naš pravi dom, ne tukaj na zemlji, ampak nekje drugje. In tega začutimo, tega na čustvenem nivoju lahko začutimo. Saj veste, kako pravijo, dom je tam, kjer je srce. Tako da ta teden se bomo mogoče vprašali, kje je naše srce in kaj je v našem srcu doma. Tako da bodite pozorni na to, kaj čutite znotraj sebe, kaj vam govorijo vaša čustva. Naslednja karta, ki je nekako nadaljevanje v tem tednu, je Luna in nadangel Haniel. Tam, kjer je srce, tam, kjer se dogajajo stvari, ki jih čutimo globoko v sebi, tam je treba sprostiti tudi strahove. Namreč s odpiranjem srca, z biti ranljivi, z čustvi, ki s tem pridejo, se odpirajo tudi mnogi strahovi. Ker velikokrat smo bili ranjeni, velikokrat smo bili prizadeti na tak ali drugačen način in strahovi, ki so s tem povezani, se dvignejo na površje vedno, ko se odpremo. Ne moramo namreč selektivno odpirati čustev. In nadangel Haniel in Luna tudi lepo sovpada z mlajem v tem tednu, oziroma danes, v ponedeljek, ki je v znamenju vodnarja. Se pravi, ko se spet ljubezen je zelo pomembna in kaj se dogaja na področju ljubezni pri vas. In še tretja karta, šestica zemlje. Šestica zemlje pomeni uravnovešenost in tudi sigurno ste že slišali, da ko se sledite svojemu srcu, takrat se vam odpirajo poti. In ko se res vprašate, kaj jaz čutim, katera pot me pripelje bliže k temu, kar želim, katera me od tega oddaljuje, takrat vesolje priskoči na pomoč in uravnovesi vse tisto, kar je potrebno uravnovesiti. Tako da v drugi polovici tedna bo zelo pomembno, kako se boste tudi na kariernem, poslovnem področju odprli, ker se bojo stvari zelo lepo uravnale. Tisto, kar ste v preteklosti dobrega naredili, kjer ste sledili svojemu srcu, kjer ste sledili svojim občutkom, se bo zdaj uravnovesilo. Tako da želim vam en čudovit teden. Ne pozabite, da ste čudovita angelska svetlobna bitja in pa naj vas to veselo, pustno razpoloženje ne zapusti, ker tudi smeh je tisti, ki odpira srce. In naj bo vaše srce najbolj na široko odprto, kar je le možno. In se vidimo, oziroma Manca vas bo spet pozdravljal v naslednjem tednu, v naslednjem ponedeljku. Do takrat pa en lep pozdravček. Čau, čau, čau! Nadangela Haniela že dolgo povezujejo s polno luno, navdihom in jasnovidnostjo. Pokličite Haniela na pomoč pri razvijanju zaupljivosti, naj vam pomaga slediti vašim duhovnim darovom in božanskemu vodstvu.